Dober dan, en prav lep kolesarski pozdrav. Jaz sem se odpravil za 2 uri na kolo, ker potem za kosilo sem povabljen na enega Abrahama. Med potjo vam bom pa povedal, kako sem investiral 150 evrov v svoje zimsko kolesarjenje. Tiste, ki se na zimsko opremo spoznate malo bolj, bi pa prosil, da prisluhnete, ker imam eno vprašanje glede kolesarskih zimskih nogavic. Saj vem, zdaj boste eni rekli, pa kaj bo nam ta Primorc razlagal o zimi, pa tudi na koledarju je še zmeraj jesen. Ampak kakorkoli, danes je 4. december, oblačno vreme in 3 stopinje Celzija. Mislim, da so pogoji dovolj dobri, da nekaj povem o tem, kako se obleči za kolesarjenje po zimi. Že skoraj cel zadnji mesec sem razmišljal o tem, da se bi nabavil neko zimsko kolesarsko opremo, tako da sem najprej začel brskati po spletnih straneh. Ogromno izbire, popusti, nizke cene, črni petki, Cyber Monday. Problem je bil samo z velikostjo. Jaz imam 180 cm višine in približno 110 kg. Če sem gledal mere glede na dolžino svoje noge, bi mogel vzeti velikost L. Če sem pa gledal mere glede na obseg mojega pasu, bi mogel pa vzeti 6XL. In zdaj, kaj kupiš? Kaj naročiš preko interneta, da bo prav? No, in tako sem potem prejšnji teden riskiral eno deževno popoldne in sem šel malo okrog po trgovinah. Prva stvar, ki sem jo ugotovil, je tako, da pri velikih trgovcih ni bilo prav nobene izbire. Sem pa potem najdel opremo v kolesarski trgovini Bišport v Novi Gorici, kjer sem kupil hlače in jakno. Mogoče bom imel srečo in dobil še kakšen sončni žarek. Odločil sem se za češko znamko Force, dobra kvaliteta za ugodno ceno. Hlače so zimske, z naramnicami, 100% poliester. Na posameznih mestih so zaplate iz elastana in najlona za zračenje. Spodaj na hlačnicah imajo trak za stopalo, po vsej dolžini pa so beli odsevniki. Prej sem imel zimske hlače brez naramnic, kar je bil problem, zato ker ti gleda ven pol hrbta. Zato sem jaz po zimi prakticiral tako, da sem preko tistih hlač oblekel še kratke poletne kolesarske hlače, tako da sem imel naramnice in da mi je vse skupaj držalo gor. Poceni rešitev, ampak tudi hlače so bile poceni. 8 evrov v Hoferju. Ne moreš pričakovati vrhunske kvalitete. Zdaj je že uničena podloga in trak za zavezovanje okrog pasu, tako da sem jih zavrgel. Tudi tale jakna je 100% poliester z mehkim ovratnikom in z mehkimi zaključki na koncu rokavov. Vmes ima zaplate iz najlona in elastana za zračenje, kar se zaenkrat obnese super. Čau. Evo, toliko se motim s to kamero, da me je prehitil en navaden rekreativc. Na jakni so rumeni odsevniki, deklarirana je pa od -5 do +5 stopinj Celzija. Nekateri se mogoče spomnite, prej sem imel tako rdečo zimsko jakno, 100% poliester, brez kakršnega koli zračenja, kupljena za 12 evrov v Hoferju, nimaš kaj pričakovati. Ponavadi me je pri kolesarjenju kuhalo, tako da sem zaradi hlajenja zmeraj od spredaj potem odpenjal zadrgo. Nove hlače in nova jakna so zaenkrat super in moram poudariti, da od spodaj nimam oblečeno nič drugega. Nobenega aktivnega športnega perila, razen pod jakno sem dal en tekaški brezrokavnik in še to iz higienskih razlogov, ne pa zato, da bi rabil ga zaradi toplote. Oblačila so super zračna in topla in to mi je res všeč. Drugače je danes sobota in kar nekaj prometa tle po Italiji, ampak ni panike. Vse to bom jaz preživel, samo da je cesta suha. In zdaj vas verjetno že Firt smatra, katero velikost sem kupil. Še ena skupina me je lih kar prehitela, grem malo za njimi. Saj so bili fantje iz Slovenije in so rekli, da grejo do Gradeža,
To je zame 100, ampak nažalost, ko sem rekel, sem povabljen na Abrahama in nimam časa, če ne bi 100% šel z njimi celo pot. Bodite fajn. Super, en kos poti smo šli skupaj, zdaj sem pa spet na svoji poti. Ok, no pa pustimo zdaj to. V glavnem, ko sem v trgovini pomeril opremo, sem ugotovil, da rabim hlače XL. V bistvu je pomembna dolžina nog, zato ker je material tako ali tako raztegljiv in obseg pasu ne igra take vloge. Po drugi strani jakno sem pa kupil XXL. Sicer pri drži naprej na kolesu se vidi, da se od spredaj malo nabira, ampak če sem pa po konci, mi sede ko ulita. Jakna XL bi bila za silo, ampak sem čutil, da je zelo tesna in oprijeta in se nisem odločil za njo. Vsak kos opreme, tako jakna kot hlače, je bil nekaj čez 85 evrov, ampak lastnik trgovine je potem sam od sebe mi dal popust in sem za vse skupaj plačal 130 evrov. Zdaj morate samo še vprašati, kje je preostalih 20 evrov. No, za tistih 20 evrov sem šel v Intersport in sem si kupil zimske nogavice. Nažalost ne kolesarskih, ampak smučarske, ker pač drugih ni bilo. Nogavice so znamka Salomon, take malo višje, 45% merina volna. Zdaj na meni se jih ne vidi, ker so skrite pod galošami. Nogavice so po 1 uri vožnje super, ok, prej sem imel ene navadne zimske, v katerih me je rado zeblo. Na splošno so stopala moja šibka točka. Če me kje zebe, me pa zebe v prste na nogah. Tako da slučajno, če kdo ve za kakšno dobro znamko, material, kje se kupi, povejte mi, tako jih dam v košarico, čez 2 dni mi jih poštar prenese domov. Glede ostale zimske opreme sem sicer nekaj pravo že lani, ampak zdaj so med nami novi gledalci, ki mogoče tega ne vejo. Na glavi poleg čelade nimam prav nič drugega, razen to črno volneno podkapo. Je iz tazga tankega volnenega materijala, nima nobene zveze s kolesarstvom. Dobil sem jo že več kot 10 let nazaj, ko sem šel enkrat voziti gokarde in so nam jo dali za pod čelado. Se pa super obnese, je topla, lih prav raztegljiva, lahko pokriješ tudi nos, ampak danes ni take sile, tako da jo imam lepo od spodaj pod brado. Na rokah imam tekaške volnene rokavice, predvsem zaradi tega, ker je z njimi možno uporabljati touchscreen. Preko njih dam pa navadne kolesarske rokavičke, tako da imam oblazinjene dlani. Imam tudi relativno nove bidone, sem jih kupil septembra, ko sem izkoristil tisti bon za rojstni dan. In so termos, tako da imajo dobro izolacijo. Zjutraj sem nalil toplo vodo, tako da nisem že takoj od začetka pil ledeno mrzle vode. Obute imam tiste rumene čevlje, kakor zmeraj, s tem, da sem preko njih navlekel te galoše od Northwave-a. Včasih sem jim rekel smrkci, pa mi je potem en gledalec na YouTubeu razložil v komentarjih, da se temu reče galoše. Sem pa videl tam v trgovini, ko sem pomerjal hlače in jakno, da se da dobiti tudi zimske čevlje. Sicer so za gorska kolesa, ampak jaz imam itak SPD sistem, tako da ni problema. Malo bolj obloženi, skot za 119 evrov. Marsikdo bi rekel, ej, ful poceni, kupi takoj. Ja, se strinjam, ampak zaenkrat kaže, da sem rešil z nogavicami, tako da je brez veze, da imam v omari dvojne čevlje. Kljub temu, zaradi udobja in boljšega počutja, sem pa še zmeraj pripravljen kupiti boljše kolesarske nogavice, če kdo zanje ve. Vsak nasvet bo zelo dobrodošel, ne samo meni, ampak vsem gledalcem tega kanala. Pri čevljih moram poudariti samo to, da jih zelo malo zatisnem čisto na rahlo,
zato da ne prekinem prekrvavitve v stopalih in me tudi zaradi tega zebe potem manj. Tako da moj nasvet, ne zatiskajte čevljev po zimi preveč. No, pri čevljih po zimi sem ugotovil tudi to, da prej zazebe, če goniš na vso moč. Očitno se ustvarja večji pritisk na stopala in se s tem zmanjšuje prekrvavitev. Tako da, če želiš ohraniti bolj topla stopala, nežno goniti na easy, tak povprečen tempo, pa bo. Kar sem naštel, to je vse, kar imam na sebi. Popolnoma nič drugega, razen očala, ki so pa itak letna in zimska. Ja, pa da ne pozabim najbolj pomembne komponente, to je kolo. Tudi moja specialka je tako kot očala, hkrati letna in zimska. Pred dnevi sem spet zasledil na Facebooku eno vprašanje, kako je s karbonom po zimi. Brez skrbi, povem še enkrat, tiste temperature, ki jih boste prenesli vi, bo prenesel tudi karbon. Zato bi vsem zaželel srečno vožnjo, izkoristite, če le lahko, kakšno uro, da greste malo s kolesom na teren. Jaz po 2 urah kolesarjenja ocenjujem, da sem kupil super opremo, pripravljen sem pa vložiti še kakšen evro v boljše nogavice. Link od Strave, kjer sem se danes vozil, bom dal od spodaj v opis videa. Vam pa vsem skupaj želim srečno vožnjo. Hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau.